Lep pozdrav vsem. Odgovarjam na eno vprašanje ene izmed udeleženk mojih delavnic, ki se glasi: kaj naj odgovorim mami, ko pride k nam in po parih minutah reče, da sem tečna in presrana. In potem pravi naprej, da jo to tako zaboli, da se potem rajši umakne. Najprej hvala za vprašanje in tule kot prva stvar, kateri bi povabil v smislu raziskovanja, je to razmejevanje in zavedanje, da to, kar ti govori mama, te njene besede nimajo dejansko veze s tabo. Način komunikacije, ki ga ona uporablja, se pravi ta šakalji jezik v smislu tega obtoževanja in okrivljanja, zelo verjetno tudi si predstavljam lahko z določenim močnim tonom. To so njeni tragični poskusi, s katerimi ona skuša zadovoljevati določene svoje potrebe. In je pač izgubila stik s temi potrebami in se zaradi tega potem izraža na tak tragičen način. Tako da povabilo tega razmejevanja je, se pravi, da res se zavedamo, da to, kar druga oseba govori, nima v bistvu direktne veze z nami. Na kakršenkoli način se druge osebe izražajo, to je njihov poskus, s katerimi oni skušajo zadovoljevati določene svoje potrebe. Kaj pa je potem tle naše delo? V tem primeru, ko ti slišiš te obtožbe ob tebi sprožijo to bolečino. Kolikor razumem, pač zelo, ena velika magnituda te bolečine, občutka bolečine. In da ti je preveč in da se potem umakneš. In tukaj pa lahko začenjaš ti, če želiš, lahko začenjaš v bistvu raziskovati ta jezik te bolečine, ta energijski potencial te bolečine, da jo začneš spoznavati. Jaz bi tu v bistvu tle predlagal, da se recimo, seveda, da se za začetek umakneš, absolutno, v nek svoj varen prostor, če lahko tudi vsaj za par minut, in da probaš sam sedeti s to bolečino in s pozornostjo, da greš notri v ta občutek, lahko jo tudi nagovoriš pri sebi in si pomagaš z globokim dihanjem. Da daješ temu občutku bolečino v bistvu prostor, da se razširi, da se izrazi. In globoko dihanje ti lahko pri tem zelo, zelo veliko pomaga. In dostikrat nas je recimo strah, se soočati s to bolečino. Je mogoče en strah pred tem, da če bomo šli dejansko v ta prostor te bolečine, da nam bo preveč. Ampak recimo moja izkušnja je ravno obratno. S tem, ko dam pozornost tej bolečini, ji damo v bistvu možnost, da se v bistvu izrazi. Bodisi se bo to zgodilo skozi čustvovanje, ali pa dostikrat se zgodi, recimo vsaj pri meni, če dovolim potem telesu, da sprocesira to bolečino, pač lahko pridejo solze, lahko pridejo kakšni glasovi na dan, ali pa se pač enostavno začnem tresti. In tresenje je eden izmed najbolj naravnih procesov človeškega telesa. Pač milijarde let stara inteligenca našega telesa, sestavljena iz teh osnovnih elementov, bo znala sama sprocesirati ta občutek. In tle je zelo pomembno, da znamo zaupati svojemu telesu, to naravno sposobnost procesiranja teh občutkov, in to se dogaja skozi stresanje. V bistvu stresanje telesa, to je tudi en osnovni del travmatskega odziva oziroma način, s katerim telo odvrže in sprosti odvečno energijo, ki je ne potrebuje več. Odvečno energijo, ki nas mogoče celo ohranja v temu survival modu, v tem, da smo skozi na neki preži, da smo skozi napeti. To je zaradi preobremenjenosti žučnega sistema. In s tem, ko mi dovolimo telesu, da se strese to energijo ven, da jo sprosti, se lahko v bistvu naš žučni sistem začenja vračati nazaj v ravnovesje. Kot tle se mi zelo pomembno, da tudi zaupamo temu procesu, če se tresemo. Lahko se uležeš na tla in si daš nek polštar pod glavo in si dopustiš, da se v bistvu to izrazi in strese ven. In si res nudiš en tak ljubeč prostor. In se zavedaš, da to je nekaj najbolj naravnega, kar se ti lahko zgodi. In
to seveda zna trajati nekaj časa, da se vračamo v ta prostor te bolečine in da potem to sproščamo in stresamo ven. In traja pač, kolikor pač traja, kolikor pač telo rabi. Bi pa še enkrat rad povabil, kar recimo tudi meni zelo pomaga in mi je vedno pomagalo, to, da se sam spomnim, da je moje telo in tudi tvoje telo, če to pač poslušaš, je zgrajeno iz osnovnih gradnikov, iz osnovnih elementov, iz osnovnih inteligenc, s katero je v bistvu zgrajen tudi celoten ta planet. In da so te inteligence v bistvu zelo močne. Inteligenca našega telesa v bistvu mogočna. In če znamo zaupati tej svoji inteligenci, se po procesu odvijal sam od sebe. Super, mislim, absolutno imamo lahko tudi podporo kakšnega drugega človeka zraven ali pa terapevta pri raziskovanju pokrajanja naših čustev. In potem, da si v bistvu s pomočjo magnitude tega energijskega potenciala, ki se skriva za to bolečino, si lahko pomagaš do stika s sabo, do stika s svojimi potrebami in jih ovekovečiš pri sebi. Kakršnekoli že so te potrebe, po katerih hrepeniš, da jih začenjaš v bistvu pri sebi imenovati, da jih začenjaš pri sebi, jih ovekovečiš, jim ustvariš prostor, da so, jim daš ti veljavo. Mogoče to spoštovanje, videnost, upoštevanost, jasnost, obzir. In začenjaš v bistvu ti pri sebi negovati in vzpostavljati stik s temi kvalitetami, s temi potrebami. Na nek tak ljubeč način do sebe. To se mi zdi v bistvu zelo pomemben korak, da se tega učimo. In kar ti lahko še pomaga recimo v takem odnosu, je, da začenjaš opazovati, da se zelo verjetno odvija po nekem ustaljenem vzorcu. Se pravi, gre za neko veliko število ponovitev. Ko recimo, ne vem, mama dvigne glas in ti pač začenja z obtoževanjem in ti se takrat potem umakneš oziroma se podrediš, utihneš. Se pravi, tle, če pogledamo, gre za res nek ustaljen vzorec komunikacije, ki je prisoten v bistvu v veliko odnosih. In ta vzorec je, ko se pač ena oseba postavi v položaj nadrejenega in druga oseba v položaj podrejenega, ali pa dostikrat, mogoče se tudi tebi kdaj zgodi, da potem zamrzneš. In gre pač za eno standardno dinamiko komunikacije. In zdaj, razpoznavanje teh vzorcev se mi zdi tudi ful zanimivo, no. In ne gre za to, da je zdaj ta vzorec slab ali da je z njim kaj narobe. Gre samo za to, da razpoznamo. Gre pač za vzorec. In ko razpoznamo ta vzorec kot eno dinamiko v tem našem odnosu, potem v bistvu se lahko začenjamo odločati, ali bomo še sodelovali v takem vzorcu ali ne. Ker v vsakem primeru, dokler se nahajaš v takem odnosu, je v bistvu na nek način se ti odločaš ohranjati to dinamiko. In tle bi lahko bilo recimo potem eno zelo tako povabilo, je k raziskovanju svojega opolnomočenja skozi to. Se pravi, v takem vzorcu se nahajaš, oziroma se pač vsakemu tistim, ki se zgodi, da se nahajamo v takih vzorcih, ki so z nekega zornega kota bi lahko rekli, da so to taki toksični odnosi, recimo, ne. Ampak, ko se nahajamo v takem vzorcu, ostajamo v takem vzorcu zaradi tega, ker se mi tako odločamo. Ker smo nekako nemočni, se pravi, nismo posegli po svoji moči, nismo v bistvu te bolečine ali pa te travme, recimo, te ujete energije v našem telesu se še nismo naučili obvladovati in spoznavati. In to je potem na nas, da začenjamo v bistvu spoznavati in razmejevati. In s tem, ko se boš recimo ti spremenila in ko boš ti spremenila odnos do svoje mame oziroma odnos do sebe in do svojih potreb in bo začela dajati večjo veljavo svojim potrebam. Da se boš v polnosti v bistvu zavedala, da si vredna spoštovanja, da si vredna
videnosti in upoštevanosti in obzira. Boš lahko začela res na tak ljubeč način gojiti te kvalitete pri sebi. Potem lahko začneš tudi to lažje izražati v ta prostor. In povabiti to mamo, da te sliši. S tem, da je tebi res pomembno spoštovanje v vajinem odnosu, da ti je pomemben obzir. Spravi, tle govorimo o teh korakih avtentičnega izražanja. In s pomočjo avtentičnega izražanja v bistvu postavljamo meje. Seveda lahko po eni strani prisluhneš mamini bolečini, zakaj se izraža na tak tragičen način, oziroma skušaš poslušati, kaj so njene potrebe izza takega tragičnega načina izražanja. Po drugi strani pa to ne pomeni, da boš tak način tolerirala, recimo, ne. In tle se lahko potem odločiš in se izraziš z neko konkretno prošnjo. In te potrebe lahko začneš izražati tudi s povzdignjenim glasom. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Ampak ko povzdiguješ glas, potem ne greš v bistvu obtoževati mame, ampak povzdigneš glas z namenom imenovanja kvalitet, ki so ti pomembne znotraj tega odnosa. In povabiš potem tudi drugo osebo, da jih imenuje, da te sliši s tem. In tle včasih treba biti zelo vztrajen. Vztrajati, biti odločen in delati na lastnem izražanju. Tako da to bi bil nekako moj odgovor na to vprašanje. Na misel mi tudi, če pride to ključno razlikovanje, da ne moramo biti odgovorni za občutke, ki se sprožajo v drugi osebi. Lahko smo pa pač odgovorni, oziroma na nas pa je, kaj bomo v določen odnos vnašali. In meni se zdi tle smiselno, da če imaš kapaciteto, se mi zdi super za biti v interakciji. Po drugi strani, če vidiš, da te to izčrpava, pa se mi tudi ne zdi nič narobe se zavedati, da se lahko odločimo tudi imeti recimo manj interakcije z določenimi ljudmi. Da to v bistvu čisto naša pravica, naša odločitev. In lahko tudi na tak način postaviš mejo in preveriš vsakeč znova pri sebi, a si želiš imeti interakcijo z njo ali ne. To se mi zdi lahko tudi taka močna postavitev zase. Da znaš reči ne drugi osebi, zaradi tega, ker se globoko zavedaš nekih svojih potreb, ki so ti pač pomembne in katerim si želiš nuditi pozornost. In to ne pomeni, da drugo osebo obsojaš ali pa da je nimaš več rada ali pa rad. Samo pomeni, da so ti v tistem trenutku, v tistem obdobju bolj pomembne neke potrebe, ki jih pač v danem odnosu, v danem obdobju ne uspeš zadovoljevati znotraj tega specifičnega odnosa. In se mi zdi čisto okej, da si vzamemo lahko tudi čas zase za raziskovanje teh svojih bolečin oziroma travm in osvobajanje te ujete energije. In nam lahko kdaj tudi neka taka pauza ali pa to, da nek odnos damo na stran za nekaj časa ali pa zmanjšamo interakcijo z določenimi ljudmi, nam je lahko v bistvu zelo podporo pri raziskovanju naše lastne avtentičnosti, kaj smo zares mi. Kaj si želimo v bistvu navdihovati, kakšne odnose si želimo gojiti, katere kvalitete si želimo gojiti v naših odnosih. Pa mogoče še to bi povedal, pri odnosih med otrok in starši, se mi zdi to taka velika specifika, ki se pojavlja, ko v bistvu odraščamo. Recimo mi kot otroci odraščamo v odrasle in naši starši se pa potem starajo, ne, in v bistvu vsi vstopamo v neko novo obdobje našega življenja. In za vse je v bistvu prvič, da se ta odnos začenja spreminjati. V tej dejanski konstelaciji, recimo, ne. In jaz mislim, da za nobenega v bistvu ni čisto enostavno, ker noben še pač ni raziskoval te nove dinamike, ne. Mi še nismo nikoli zares vstopili v
polnosti v našo odraslost in prevzeli polno odgovornost za svoje življenje in za naše opolnomočenje, recimo. Naši starši pa recimo v tem primeru se v bistvu prvič soočajo z staranjem, s tem, da zgubljajo recimo fizično moč, da se soočajo z tem, da so mogoče malo bolj švoh in da se bližajo mogoče koncu življenja oziroma nekemu drugačnemu obdobju. Tako da to se mi zdi tudi zanimivo imeti v obziru, kako se ta dinamika razvija. In nenazadnje tudi se mi zdi zanimivo imeti tudi ta dialog. Če nam uspe, oziroma če si želimo s to osebo, kako se oni počutijo kot oseba, ki se stara, recimo, ne, ki se bliža, ne vem, 70, 80 letom, recimo 90 letom, odvisno, koliko so stari. Evo, toliko za enkrat. Upam, da ti je bil ta odgovor v podporo. In še enkrat hvala ti za vprašanje.